Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V seriji mini epizod bomo objavili v prihajajočih tednih nekaj izsekov iz dogodka MoneyHow Live, ki se je zgodil konec oktobra letošnjega leta. V seriji mini epizod boste slišali najbolj zanimive izseke iz dogodka. Vsega žal ne moremo objaviti, dogodek je bil dolg dobre 3 ure in pa tudi zelo veliko tematik smo obdelali, tako da bomo izpostavili 3-4 epizode, krajše 10, 15, 20 minutne, kjer bomo govorili o trenutnem stanju, o priložnostih na trgu, o tem, zakaj v bistvu hlastamo po vedno višjih donosih, donosnostih in višjih dobičkih, ter seveda, kaj se dogaja na nepremičninskem trgu. Ob tej priložnosti bi seveda vas povabila tudi na nov dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil naslednje leto in sicer 20. aprila, spet v Kristalni palači. Število mest, kot je bilo tudi zdaj, bo tudi ponovno omejeno. Mislim, da sprejme največ 200 obiskovalcev, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Na Discordu sem pa tudi že odprla debato ravno o tem dogodku, ker vas sprašujem, katere goste bi si želeli ponovno slišati, videti, spoznati, tako da vabljeni v to diskusijo. Tudi sicer vas vabim, da se nam pridružite v debatah v številnih kanalih na Discordu. Discord povezavo bomo objavili tudi v opisu epizode, prav tako tudi vabilo na dogodek MoneyHow Live. Nekaj povpraševanj je bilo tudi vezano na prednovoletno investicijsko debato oziroma srečanje. Tudi to bomo pripravili ob koncu tega leta, tako da spremljate nas budno in seveda se v priložnosti tudi vidimo. Želim vam prijetno poslušanje. Epizodo lahko poslušate na vseh večjih podcast platformah, prav tako pa si jo lahko pogledate na YouTube kanalu in pa krajše izseke na TikToku. Torej prijetno poslušanje in gledanje. Sem Marja Milič, ustvarjalka podcasta MoneyHow. Lepo je videti obraze poslušalcev in gledalcev, tako da sem zelo vesela, da imamo danes priložnost se malce podružiti. Evo, stanje ni ravno najbolj rožnato, ampak prepričana sem, da je zelo veliko priložnosti in o tem se bomo danes tudi pogovarjali. Na oder vabim Damjan Merlak, izvoli, kar usedi se zraven mene, ja seveda. Potem Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Blaža ste tudi že imeli večkrat priložnost slišati na podcastu. Andraž Brili, njega ste že spoznali. Evo in Andraž Grahek. Tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Zelo sem vesela, da bomo danes lahko klepetali o priložnostih. Priložnosti je po mojem mnenju zelo, zelo veliko, kaj ne, Damjan? Ja. Ja? Ti si lovec na priložnosti, ti jih skozi loviš. A jih ne? Priložnosti so vedno. Priložnosti so, kot raste, priložnosti so kot pada. Samo moraš se nekako zavedati realnosti, pa zavedati se trenutnega stanja. Kakšna je tvoja realnost trenutno? Ja, kje si zdaj z denarjem? Kako si investiral svoj denar zdaj? Mislim, osnovni temelj je, mislim, da to se treba zavedati, da zdaj se ta več kot 10-letni eksperiment MMT-a, Modern Money, pač monetary theory, po mojem nekako zdaj zaključuje in dosti slabo, ne? Jaz sem trenutno bolj na strani, čeprav malo še vedno igram to igro, no. Nisem pa nikjer investiran, tako da bi rekel, zdaj pa imam to delnico, ali pa zdaj imam ta indeks, ali pa ta ETF, to nimam. Samo aktivno, ker zdaj velika volatilnost je idealna za aktivno trgovanje. In ko je volatilnost velika, se da pač veliko narediti na aktivnem trgovanju. Zdaj, če bo recimo market sideways 1 leto, 2 leti, 3 leta, marsikdo pa s tem bi se lahko mogoče tudi strinjal, noben to ne ve, ampak čisto verjetno je, da bo mogoče market še 10 let tukaj, kjer je danes. Andraž Grahek, da ravno včeraj ali predvčerajšnjem sem brala izjavo enega upravljalca premoženja, ki je rekel, da je ravno zdaj to obdobje najboljša priložnost tega desetletja, da greš investirati na borzo. Kako bi ti to komentiral? Je res to
super priložnost zdaj. Ja, jaz bom tako rekel, ta upravljalec verjetno zadnjih 10 let na trgu, pa je prvič videl resno korekcijo, kaj pa bo drugega rekel, da se malo pohecam. Zagotovo je prišlo do popravka tveganih naložb, trg je na nek način, če zdaj gledamo za nazaj, vse informacije, danes recimo je prišla tudi neka prva informacija glede gospodarske rasti v ZDA in glede na to, kam se premikajo obrestne mere, že seveda delno vračunal neko upočasnjevanje gospodarstva in mislim, da to, kar smo tudi na podcastu govorili, bom rekel, bolj ali manj zadnje leto, je to, da pač, ko smo na nekih povišenih nivojih valuacij, in definitivno smo to bili, dajmo reči 3 do 4 četrtletja nazaj, je smiselno bolj vstopati tudi v vodo počas, torej pomeni skozi neko periodično časovno razpršen način, zlasti če imamo malo več denarja ob strani in mislim, da se je to samo izkazalo. Tako da mislim, zdaj je že čas, po mojem mnenju, za to, da pač tisti, ki niso prej bili na delniških trgih, izvajajo to strategijo. Nisem pa še čisto prepričan, če smo zaključili celoten ta postopek prilagajanja, zaradi tega, ker jaz na nek način gledam malo na obdobje pred korono, pa kako smo takrat razmišljali. Takrat smo bili že na obdobju, ko smo se nekako pripravljali na normalizacijo obrestnih mer, potem je prišla korona in zdaj vemo vsi, da so bili ukrepi over the top in da so distorzijo naredili na, po mojem mnenju, bolj ali manj vseh človeku poznanih trgih, tako finančnih kot blagovnih, ne? In zdaj smo v postopku, ko preko counter-steeringa celotne te politike, ne? Ki nas nažalost je pripeljala do tega, da so centralne banke zaradi strahu, da jim bo šle izpod nadzora, šle v to smer, v katero grejo zdaj. In pač enostavno morajo videti dovolj dokazov za to, da se inflacija umirja in toliko časa bojo nadaljevali. Zdaj pa seveda, ko pa pride neka mogoč indikacija, da je neko upočasnjevanje, da so neke šibkosti, recimo sploh nepremičninski trg je bil izjemno slab v tej kvartalni objavi, jaz sem šel malo v Drobovje to gledati, mogoče so tukaj že neke inštance, da rekel, čez kakšno leto lahko pričakujemo, ali pa tudi že prej v bistvu upočasnjevanje tempa, na nek način to, kar je Blaž omenil, to mehčanje retorike, v bistvu je nekaj, na kar bojo trgi pozorni in zaradi tega se tudi mogoče najdel neko podporo na teh ravneh, ne, in nekako je prišlo do nekega mečkega ukrevanja zdaj, ali pa so mečkega zadihali zadnjih, 2-3 tedne. Zdaj se dal super istočnico tudi za Andraža Brilija, da bo malo povedal o nepremičninskem trgu. Se res kaj dogaja tukaj? Mislim, da se zdi, da cene, dobro, zdaj se dogaja stagnacija, ne, stabilizacija. Mislim, na nepremičninskem trgu se v bistvu kaj dosti zaenkrat trenutno še ne dogaja, razen to, da so mediji polni naslovnic o padcu nepremičninskega trga, kdaj se bo trg obrnil, kdaj lahko pričakujemo padec. V bistvu zadnji... In kdaj lahko pričakujemo padec, ta zdaj radi bi odgovor, ne? Mislim, da je to, ker vsi bi to v bistvu, nekateri tisti, ki čakajo na priložnosti, da bi naredili neke nakupe, ne, se tega srčno želijo, ne, tisti, ki so ravnokar kupili, se tega seveda ne želijo. Zdaj, če pogledamo tako, kot je Andraž rekel, nepremičninske družbe, ki kotirajo na borzah, so tiste, ki so prve odreagirale in so tudi kar v veliki meri zelo negativno odreagirale, ampak to ne kaže v bistvu stanja na samem nepremičninskem trgu. Zadnji podatki, ki smo jih dobili včeraj zjutraj za slovenski nepremičninski trg, kažejo, da se praktično kaj dosti ni zgodilo. Hodimo po nekem vrhu, ki se je sicer začel ustavljati in ravnati, ni pa še nekih jasnih znakov, da bi se lahko karkoli zgodilo. Je res, da se to pričakuje z dvigom obrestnih mer, da se bo ta bazen kupcev, ki so bili na našem zelo slabo likvidnem trgu, začel zmanjševati, kar je tudi res, ampak če pogledamo neke primerjalne analize iz preteklosti, kaj pravzaprav povzroči najprej dvig obrestnih mer, ne povzroči najprej padca nepremičninskega trga, ampak povzroči predvsem zmanjšano rast. In to se nam v bistvu že nekaj časa dogaja. Tudi, kot smo prej rekli, pred korono smo govorili o tem, da bi se moglo nekaj zgoditi in takrat se je tudi delno rast upočasnila. S korono in z temi ukrepi je ta trg dobil velik zalet in še dodatno rast. Tako da trenutno ne moramo reči, da se na nepremičninskem trgu kaj drastičnega dogaja, je pa res, da če bo dvig obrestnih mer pripeljal posledično tudi do recesije, zmanjšane zaposlenosti, izguba služb,
zmanjšanje blagostanja in presežne likvidnosti ali pa presežnih sredstev na računu prebivalstva se bo pač začelo manjše povpraševanje in šele potem, ko se začnejo kopičiti neke zaloge, ki jih pa na našem nepremičninskem trgu praktično v tem trenutku ni, bi to lahko pomenilo neke večje premike. Jaz vedno pravim, cegle je zelo težko premakniti potem v neko drugo smer in te premiki so ponavadi zelo stopničasti, ob majhni likvidnosti na našem trgu se to zelo težko hitro pozna, da se nekaj dogaja. Če pa pogledamo tuje trge, ki so bolj likvidni, recimo Ameriko, tam pa so že znaki, da se trg ohlaja, tudi so že vidni neki v bistvu manjše stopne rasti, je pa ameriški trg bistveno drugačen, bolj drugačen, kot je slovenski. Blaž, želiš kaj dodati, ne? Ja, javnim uslužbencem so ravnokar zvišali plače za 4,5%, naslednjega 1. aprila še za 3,7%, duplirali so jim otroški dodatek, pa regres so dobili od 100 do 200 evrov. Zdravniki niso bili s tem zadovoljni, bojo povišali, pa država je glavni zaposlovalec v mestu Ljubljana. Torej, cene ne bojo padle. Pika. Mislim, kot malo razmislek. Ja, tako kot je Blaž rekel, dokler pač dobivamo denar, dokler grejo plače gor, cene enostavno ne morejo dol. Posebej recimo, če pogledamo Ljubljano, Ljubljana je zelo specifičen trg, zgleda, da se vse gradi, ampak je te ponudbe nekih novogradenj in ponudbe stanovanj izredno mala, nimamo nobenega pametnega investitorja v Sloveniji, praktično so to gradbena podjetja ali pa manjši obrtniki, nobenih tujih investitorjev ni, ki so bi vstopali na slovenski trg v večji meri. Zdaj so se pojavili Slovaki Korvin, ki je majčkeno bolj resno pristopil k načrtovanju stanovanjske gradnje in malo bolj dolgoročno dela in kupuje zemljišče na zalogo. Vprašanje je, kdaj se bo odločil, da bo šel graditi in povečal neko kvoto stanovanj. Videl že na prvem primeru, ko so ga delali v Šiški zraven Aleje, da je cel postopek trajal od nakupa zemljišča do danes, ki še vedno niso končali in prodajo stanovanj praktično 7 let. In to je bistveno predolgo obdobje. Toliko za danes, kmalu prihaja nova epizoda. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!